Zdaj je v modi visok pas, gor imamo kakšen ohlapen pulover. V trgovini, ko vidim, da mi je en pulover všeč, a ne pa zberem eno večjo velikost, naprimer M ali pa L. Dostikrat sem oblečen tudi po rock modi, se pravi, da sem oblečen v črno. Jaz imam rada bele štumfe pa natikače zaradi tega, ker se ti ni treba obuvati v superge, pa še ne zebete. Sodobne smernice oblačenja za mlade se rojevajo tudi na spletu. Tam navdih najdejo tudi mladi osmošolci iz Trebnjega. Jaz pa z mami po internetu iščem, kaj bi me oblečeno. Na TikToku tudi, kako se Američanke oblačijo ali pa na Instagramu. Pravimo, da je mladost čas oblikovanja posameznikove identitete in pri iskanju sebe zunanji videz igra zelo pomembno vlogo, kar iz izkušenj vedo tudi znani Slovenci. Vem, da je mami rekla, da že tam nekje pri 3 letih ni bilo več možno me obleči v nekaj, kar je ona predlagala. Že od nekdaj je imela glasba zelo velik vpliv na moj stil, kar je včasih pripeljalo tudi do kakšne ideje, ki mogoče staršem ni bila na začetku všeč. Ej, mami, jaz si grem lase pobarvati na mavrično. Okej. Pej. V mojem primeru se je začelo že kar nekaj časa nazaj z lakiranjem oziroma barvanjem nohtov. Pol kasneje se je pa začelo s tatuji. So bile seveda stvari, so bile obleke, so bili stylingi, ki mojim staršem, recimo mojemu očetu, kdaj niso bili všeč. Ampak, če so bili všeč meni, če sem se jaz dobro počutila, sem znala to na dober način predstaviti. Nekateri se pri tem radi zlijejo z okolico, drugim pa je pomembno, da so drugačni od nje. Velikokrat se odločam glede na to, kaj moji vrstniki nosijo, zaradi tega, ker nočem glih izpadati. Nočem, da me vsi gledajo, se v bistvu skrijem za drugimi. Me ne moti, da se tudi kdaj malo ponorčujejo z mene, če sem drugače oblečen. Rad sem pa oblečen tako, kot je meni všeč. Pomembno pa je, da se zavedamo, da je zunanjost le del nas. Važno je, kaj bomo tlele noter, tukaj, kar damo nase, je recimo temu na nek način samo ukras. Bodi kar si.